A ti gre na živce, kot ti rečejo, mariborska prva dama? Pa, ja, malo. Noče polagati v usta, Ja. morda ti pa ne gre, ne vem. Ne? Ja, mislim, to sem se že malo navadila. Ampak načeloma se jaz s tem ne poistovetim, no. Tudi ne, ko mi rečejo županova žena, ker sem jaz Katja. Mislim, pa dobro, žena sem, ampak ne. Imam še en zdevek, imaš v naši hiši Aha. najemodajalka. Okej. Dobro, to ste pa zadovoljni, se mi zdi, ne? Jaz sem kako imamo lepo rožnato. danes, odkar ste tu, zdaj ne vem, kako dolgo ste? 2 leti? Ja. Evo, drugič sem tu. Prvič sem bila na vaši 80. obletnici, danes pa smo drugič v studiu. Tako da. In Katja, najlepša hvala, da si prišla. Neskončno si polepšala našo zadnjo letošnjo slačilnico. Vse dobro, veliko uspehov v 2026, vse in še naprej, seveda. Se oglasimo. Se vidimo. V spodnjem nadstropju, pravzaprav. Ne? Sigurno se bomo večkrat videli spodaj. Slačilnica. Večerov podcast, v katerem Denis Bende Živčec odkriva neodkrito na slovenski družabni sceni. Dragi naši, lepo pozdravljeni v novi epizodi rahlo erotičnega večerovega podcasta Slačilnica. Moje ime je Denis Bende Živčec in vabim vas, da nas posledite na Spotifyju, na Apple Podcast, na YouTubeu, na večer.com, povsod smo. In dobrodošli v zadnji letošnji slačilnici. Madonca je minilo. Ena želja se mi je izpolnila, moram priznati. Sicer je taka dolgomesečna, večletna skoraj da. Namreč hipnotično me skoraj privlačijo in zanimajo ljudje, ki ne skačejo iz vsake naslovnice, iz vsake konzerve, so včasih rekli. Ne? In moja današnja gostja to vsekakor ni. Pravzaprav, ko sem se pripravljal na pogovor, je bilo skrajno težko karkoli izbrskati, tako zelo skrivnostna in diskretna je, da rečem. Je mama, je direktorica Galerije Gosposka, je žena mariborskega župana in zagotovo še marsikaj drugega. Katja Arsenovič, hvala, da ste z nami. Ja, zdravo. Moj bog, ne. Veš, kaj ti moram najprej povedati, da si napisal tako simpatično povabilo, da sem tako res na začetku, ko sem tako videla roman, sem mislila, kaj je zdaj narobe, kaj se je zgodilo. Pa ko sem že videla, tisti ne, sem zagledala, ko si napisal, da te je strah, da bom rekla ne. In sem bila tak, pa ne morem zdaj z tega res reči. Čeprav tako malo mi je, se veš, tako kot si rekel na začetku, res ne rada skačem iz konzerve. Pa sem nekaj, pa gledaj, to pa grem, ker Denis je pa res tako fajn, pa tudi rada te poslušam, pa vedno si nasmejan, pa vedno imaš to neko pozitivno energijo. Pa lep, pa ful dober outfit, vedno. Mogoče kakšna bleščica, ki danes manjka. Danes manjka, ampak ja. Okay. Imam pa 2 muci božični. Zdaj sem eno zagato, midva s Katjo se namreč tikala. In zdaj smo rekla, da se bova vikala. Ne, jaz bi se tikala. Ne, ker bova zmedena. Ena pašteta bo z tega nastala potem, tako da se tikava. Katja, povej, kako pluješ skozi čarobni december? Si že našla svoj košček čarovnije ali vse skupaj samo še ena hektika, kupovanje, priprave? Veš, kaj moram povedati, da sem vsako leto bila do zdaj ful bolj organizirana in sem sprovala vse te neke stvari privat urediti že konec novembra. Letos pa se mi zdi, da se še ni zgodil ta konec novembra. Tako da ne vem, točno moram se nekako spraviti še za ta darila. Nekako čakam na ta zadnji vlak, kar ni v moji navadi sicer. Ta čarobni december pa tudi pride in sicer na čarobno noč, torej 24. decembra, ko zapremo za 3 dni naše restauracije, lokale, ko smo vsi doma, družina, tudi mož imajo v službi kolektivni dopust in je to tisti potem onih par čarobnih dni miru pa druženja. Tako da si takrat nekako to, komaj pride v poštev. Si kaj privoščila, ta čarovni Maribor, vsi ga leta zelo hvalimo, ne? Zelo lučkasto je postalo. Ja, res je. Veliko vsega si našla svoj najljubši košček? Veš kaj, nisem še tako čisto zares šla, ker je tako bilo zdaj vse delovno. Zdaj zelo dosti pomagam našim ekipam, zdaj mogoče ne toliko
tam vizualno, ampak z spodbudami, ne, z prisotnostjo in ponavadi tekam vsak dan iz ene lokacije na drugo. Malo gasimo te sprotne požare, čeprav letos moram potrkati, jih imamo ful malo. Verjamem, da bo to tisti 24. med 24. pa 31. ko gremo ponavadi na tradicionalen božični pohod 25. Po mestu? Po mestu, ja, vedno. Imate svojo najljubšo stojnico? Pa veš kaj, ne, nimamo. Tako v bistvu gremo zelo spontano, no. Ponavadi, ko ga srečamo, ampak vedno gremo tako v bistvu nekam na kakšne jaslice pogledati malo, da to otroci doživijo, potem gremo na dolg sprehod, lani smo šli ob Dravi, pa potem, da smo v bistvu smo se napravljali, da smo turisti, pa kak nam bi zdaj bilo, če bi prišli mi ob Dravi v mesto Polento in nam je bilo ful. Zdaj letos pa še več lučk, ne, tako da bo še bolj čarobno. Zdaj si mi dala noro dobro istočnico, turisti v lastnem mestu. Kaj ste kot turisti pogrešali v mestu? To zdaj lahko letos najbolj povem. Letos, jaz sem bila zdaj, imam en taki, ting, da moram za rojsten dan nekam iti, ne, in da mora biti mrzlo. Jaz sem šla rada zimo pa sneg, to je moje, ampak letos je smučanje odpadlo, ker sem imela neko poškodbo na hrbtu in sva šla v Kopenhagen. In sem jaz tam ful pričakovala, ful božičnih sejmov, da bo program ful razširjen. In moram povedati, da v Kopenhagnu na vseh, ne vem, bila sva na enih 4, 5, 6 takih trgih, kjer so hiške in zelo zanimivi koncepti, simpatične trgovine, pop-up zadevice, kulinarična ponudba, ni da ni, ampak nikjer ni bilo dobenega programa, pač ničesar, ne. Bila je nekje v ozadju neka glasba, ampak to je bilo to. In ko sem prišla v Maribor v petek, sem šla pol itak zvečer takoj v Rožmarin, pa narediti en obhod. Pa je bilo pač mesto polno, no, taki neverjetno je bilo, neke energije se mi je zdelo v zraku, dobre, pozitivne, pol v soboto tudi isto, ne. Tako da nekako za pogrešati ni, meni se res zdi, da smo tako nekako ta december malo, mislim, ne malo, zelo nadgradili. In mi pri nas, ko gledam, ne v restavracijah, ne vem, mi smo bili letos res, hvala Bogu, no, ampak res polni, no. Tako se mi da vsako leto je več nekako te malo navade, ne, da greš, da se podružiš, proslaviš. Kot da bi se učili spet hoditi v lastno mesto, ne, na sprehode. Res. Ne vem, kaj se je zgodilo, ampak recimo te tradicije res ni bilo. In še zdaj vidim, ne, da ljudje rabijo recimo koncert, da množično pridejo v mesto, ker recimo sem bil v Marci. Ne greš ne kar tak, ne, čeprav meni je tako škoda, da ne greš kar tak, ker je fajn iti kar tak, ampak se jaz tudi po sebi gledam, da glede na to, kaki tempo imamo, da zdaj tako v sredo zvečer mi ni kar taki za mesto, ne, mislim, ne morem, fizično ne morem več. Je se treba ostati, ne, drugi dan. Občutek imam, da ste kot družina zelo povezani, tudi še posebej decembra. Koliko ti pomeni družina v življenju? Pa največ, no, tako se mi zdi, da mi to da nek zagon, da to spoznaš komaj takrat, ko imaš družino, ne. Pred tem je bila tak družina nek pojem, pa ko pač dobiš te neke svoje otroke, pa veš, da je to v življenju, no, da je to nekaj, za kar moraš delati, za kar živiš, da imaš nek cilj. Dobi vse skupaj nek smisel, ne. Si kdaj mislila, da boš da se boš tako dobro znašla v vlogi mame? Pa ne, moram povedati, da moja mama je vedno ful skrbelo, da jaz sploh ne imela otrok. To je kar pogost pojav, ne? Pa ko sem spoznala še malo starejšega, pa bila še posebej trdno prepričana, da pa res ne bom imela otrok. Pa se kar hitro to vse skupaj obrnilo, ne, ja. Da mi dostikrat reče, ja, da je ponosna in da res je vesela, no, da vidi, da znam in da nekako, no, živim z temi otroci in shajam in nekako probam jih naučiti teh 2 mojih osnovnih vrednot, spoštovanja in da bi bili enostavno srečni sami s sabo, takšni kot so, prizemljeni. Se dobro razumete tudi v tej razširjeni konstelaciji, torej 2+2 še, ne? Ja. Še, ti dve zdaj več nista deklici, pravzaprav, ne? Nista, ne, veš kaj, zdaj smo trenutno mi v taki fazi, da imamo 4 otroke v 4 izobraževalnih enotah, torej vrtec, osnovna šola, srednja šola pa študij, tako da mi smo trenutno, tako da nam imamo ta skupni dopust za krompirjeve počitnice, to tako kar izziv, veš, vsakemu nekaj dati, ne, da vsak dobi za svojo starostno
neko animacijo. Tak medgeneracijski izobraževalni zavod. Ja, vse je zanimivo, ful je zanimivo. No. Ne, kar se pa tega tiče, pa se zelo, jaz mislim, da se zelo v redu tako razumemo in nekako se spoštujemo, imamo se radi, tako da vsi skupaj smo tako ena velika družina, tako da Pa res imaš frajersko taščo in tasta, moram dodati, Ja, ker jo poznam in jo obožujem. vem, tudi moja tašča dostikrat reče, joj, moj Denis. Kako smo se mi imeli Na fajn. silvestrovanju. Na silvestrovanjih, ja. Videla me je v nelaskavi luči, moram priznati, ampak Čeprav moram povedati, da letos prvič sta rekla, da bosta doma in sem takoj izkoristila, da bi pa lahko mogoče čuvala vnuka. Tako da pametno. prvič letos, ja, prvič bosta doma. Po mojem, da Ja. se ne bosta zelo branila. Ne? Ste družina, ste običajna družina in tudi neobičajna družina. Ste, ne nazadnje, tvoj mož je župan, kar sabo prinese kup ene prtljage. Tako si se predstavljam, nimam te izkušnje. Ne? Koliko truda je potrebnega, da v bistvu pri vseh teh očeh javnosti, ki pa zapravo neprestano gledajo v vas, funkcionirate kot normalna, običajna družina? Veš kaj, to sem jaz v nekem trenutku izklopila, ker če ne bi bilo verjetno, bi bilo težje vsak dan to prenašati in malo ta v bistvu to izpostavljenost in ogromno, na mojo žalost, negativizma, problemov in sem pa na neki točki rekla, da pač to jaz ne morem. In sem se res, tako kot si prej rekel, skrila in se rekla, gledaj, jaz grem tja, ker je pač meni fajn in je to. Ne da mi za druge stvari, ampak ne morem, ne morem, že zaradi otrok, družine, službe, lastne, podjetja, samega, zaposlenih naših in ne gre vse skupaj, ne. In teda tudi Saša, v bistvu smo midva tako zelo, da tiste zanimive stvari, pozitivne, se pogovarjamo doma, tisto, kar pa so neki problemi, pa probava prediskutirava, ampak tako zelo na kratko, pa zelo potem, ko že proti koncu, veš, ko so že stvari rešene. Ja, kako to naredite? Po mojem, vsak je v neki vezi zakona, se s tem srečuje, kako zapreti vrata in pustiti pred vrati, v tvojem primeru Maribor in Rožmari in vse te vaše rožmarine, ne? In ostalo, to je kar nekaj samodiscipline, po mojem, pa se nikoli ne uspe. Se pravi, mi je kar težko, da v nekem trenutku smo pač mogli reči, da probamo tista tudi neka kosila, pa to probati najprej neke družinske stvari se pogovoriti, pa na koncu itak vedno pristanemo na mestu, pa na Mariboru, pa na Rožmarinu, pa na Popru, pa na Gradnji, nekaj od tega, ne zdaj vedno vse, ampak vedno se pa itak najde, ker na koncu to je neko naše poslanstvo, ne. Jaz tak niti za sebe, niti za Sašo ne gledam to kot službo, ker se mi zdi, da tako oba nekako to živima, da je težko to izklopiti, ne, po eni strani, ampak na trenutke, ko pa je res družina, pa jaz včasih rečem, gledaj, pa dovolj, dajmo zdaj malo, ne, otroke vprašati, kak so, pa se malo neke druge teme, pa kakšne cilje malo postaviti, pa kam bi šli, pa kaj bi delali, pa kaj bomo kuhali. Ti je bilo tečno, ne vem, ko so se, v medijih, ko so se ukvarjali, z vajeno poroko, pa jasno, da smo se, recimo, so stvari iz predala intimno, ne? A pa ne vem, kje kdo dopustuje, tudi radi sklonje, pa tudi kakšne slike. Ne, to sem jaz tako zelo zaprta do tega, to zelo, ni mi to fajn, pa ne, ampak v osnovi veš, da hočem neko svojo intimo. Tako mi je fajn, da imam nek svoj mir, da lahko tudi grem kam, brez da bi zdaj to vedel celi Maribor. Je že to v osnovi nekem manjšem okrogu stvari, neke stvari povem, ali pa res o njim ožjim prijateljicam, prijateljem, družinskim, ne. Ostalo pa, kar se mi da rabiš, če hočeš ostati nekako normalen, prizemljen, da rabiš to neko intimo, pa neko varno zavetje. In paparaco še nimate okoli hiše. Ne skrbi. Zanimivo, zdaj Mariborčanka si, ne? Ampak mesto zdaj zadnja leta doživljaš pravzaprav, kako bi rekli, iz zakulisja, ne? Iz ozadja, še bliže, kot ga morda ostali meščani. Razumeš Maribor? Kakšno mesto je to? Mislim, jaz ga imam zelo rada. Jaz res rada živim v Mariboru. Je pa to sigurno mesto polno nekih izzivov, ampak jaz mislim, da ima vsako mesto en kup nekih izzivov, ne. Edina stvar, kar bi si jaz pač včasih mogoče malo bolj želela, da bi
ljudje malo bolj pozitivno, pa vsi skupaj gledali malo bolj pozitivno na neke stvari, pa da se na nekatere stvari pa tudi dejansko mora včasih malo počakati, ne, da se zgodijo, da se obnesejo. In tako se mi zdi, da smo vsi preveč neučakani. Ne, Zanimiva da bi zdaj beseda. vse moglo biti takoj, da zdaj nekaj začnemo delati, pa bi moglo biti takoj na najboljšem nivoju. Meni se zdi, da ne gre, no, jaz vse imam iz svoje lastne izkušnje, tudi ko smo mi neke stvari začeli uvajati ali pa neke spremembe, da pač rabi vsaka sprememba nek svoj čas, ne, da se ljudje navadijo. Tudi, jaz zdaj to gledam, mogoče pač Saša zdaj bolj to širšo sliko vidi ali pa jo vidimo vsi, ne, da je težko. Jaz pa že tudi vidim v podjetju, da včasih, ko je neka sprememba, je res na začetku ful težko, ne, ampak z neko vztrajnostjo, z nekim pravim pristopom, z razlago, s tem, da si vzameš čas, da se potem mogoče tudi 5-10krat pomenimo o neki stvari, je pa potem tudi čisto neka druga zgodba, ne, pa ko so vidni neki rezultati, pa to zdaj ne govorim, da so rezultati vidni jutri, ne. Včasih je mogoče nekaj čez pol leta komaj sprejeto, pa potem vidiš, da so to ljudje začeli, ne, sprejemati. Zanimivi meščani smo, ne? V bistvu cel čas tarnali smo, kako se s tem mestom nič ne zgodi. V bistvu, kot da Zdaj pa se malo preveč. malo preveč. Ja, v bistvu, tako, imamo radi spremembe, pa jih tudi nimamo, koliko so v bistvu v redu, pa ne, zanimivo mesto smo. Pravzaprav zanimivo je pa to življenje, ne, ki se na neki točki zelo nepričakovano obrne. Jaz mislim, da ukvarjanje z gostinstvom in hotelirstvom nikoli ni bil tvoj plan A v življenju. Ne, ni bil, je pa res, da sem pa to ful vedno rada počela. Jaz vedno, ko smo šle prijateljice ven, kamorkoli, sem jaz to vedno pri meni doma organizirala, vedno sem nekaj skuhala, vedno sem nekaj pripravila in mi je bilo to vedno ful tak, res fajn. Rada, to sem tak srcem počela, ne. In tudi delala sem tudi ta študentska dela povsod in povsod mi je bilo vedno fajn. A si ti kelnarila, kdaj? Ja, jaz sem prvič, ko sem bila stara 16 let, ko pač lahko začneš delati. Prve počitnice sem šla delati v Piranjo in me je Mero učil nositi plan. Ja. Poznaš še zdaj vedno dobre koktejle mešati? Pa ja, to zdaj nisem, ja, to, veš kaj, to se je tako spremenilo zdaj v 10 letih, da znam jaz te moje klasike dobro narediti. Te nove, ko so pa že malo neke molekularne zadevice, to pa temu pač nisem tako vešča. Imaš najljubši koktejl? Ja, Jaz sem ful itak, koktejl. Mojito. Mojito, Forever. jaz sem na Negronija. Meni je pa mojito, to pa je klasika. To, če ne vem kaj drugega, bi mojito, pa tudi, če ni tako ful dobrega, lahko spijem. Enkrat ga boš namešala, da vidim. Evo, gled. Gledaš kaj drugače na gostinski poklic zdaj zaradi te svoje izkušnje? Jaz recimo nisem nikoli kenar, sem pa prodajal z okne na Kramarskem sejmu. No, evo. V študentskih letih tudi, ne. Bolje razumeš zdaj, ker zdaj pa konec koncev zaposluješ kup enih natakarjev, kuharjev, gostincev, ne? Veš kaj, jaz samo mislim, da samo eno pravilo je, da to moraš početi z srcem in imeti to rad. Ker če tega nimaš, to je tako kompleksno delo, to je toliko nekih dejavnikov, ki te vržejo s tira in če tega res ne delaš rad, mogoče nisi na pravi poti, ne. In to še tudi kakemu našemu natakarju rečem, ko vidim, da ni to, gled, kaj tebe veseli, ne. Pa ko mi začne naštevati neke druge stvari, pa ko mi ne najde dobene asociacije niti v povezavi z kuhinjo, z gostinstvom, z strežbo, pol vem, da ni na pravi poti, ne. Včasih pa koga dobiš, ko pa ima naštudirano pa ono knjigo, pa on tisto sem prebral, pa da sem onega, ne vem, poslušal tam, ali pa ne vem, sem šel na nek sejem, pa ko vidiš, da sam nekdo, veš, iniciativno, pa da gre v kako restauracijo. Največkrat se zgodi, da pol ti lastni, na primer naši, mislim zaposleni, da jih je mogoče ena peščica, ki sploh nimajo afinitet do tega, da bi pa šli kam kaj pojesti dobrega, pa probati, pa videli, kak je drugje, ne. Ampak to tvoja prva, kar se izobraževanja tiče, ljubezen je bila pa v bistvu arhitektura? Pa ja, jaz sem bila tako malo v takem nekem zgubljenem, nisem točno vedela, kaj bi. Malo me je vedno zanimal nek dizajn, lepe stvari, arhitektura, ampak zdaj trenutno še vedno, mislim, itak živim zadnjih 12 let v povezavah z gradnjami in vse, kar delamo, ne. Tako da tudi sem neposredno vključena, ampak mi je pa zdaj to fajn ta neka
to, kar zdaj delamo, no, pa tudi to neka hospitality, pa hotelirstvo, turizem, toliko me je to potegnilo, da se trenutno mi je zdaj nekdo rekel, da bi mogla iti v nek biro, nekaj, ne, mislim, čist, ne. Ne. Je bolj zabavno opremljati, ne? Res. Ja, mislim, to ful rada počnem, to dekoriranje, da je nek dober občutek, da je estetske so neke stvari dovršene. Ampak si ti kdaj to dejansko tudi karierno počela, tako prav zares, da si opremljala prostore? Ne, v bistvu jaz sem kot študentka prišla sem, sem zaključila in sem tu ostala. Ne. Ne. Mislim, zraven sem itak, mislim, pri teh naših vseh velikih projektih, ja, normalno, ne, ful vključena v te neke procese, ampak zdaj kot da bi pa jaz bila kot nekje v nekem biroju, to pa ne, no. Nekaj kot študentka sem malo zraven, ampak takrat me ni to tako ful prepričalo, da bi dala vse ostalo v stran. Kje v vaših lokalih najbolj najdemo tebe, tvoj okus? Pa zdaj v rožmarinu, po mojem, mislim, tak ta moj okus je zdaj najbolj v rožmarinu, kar se tiče te božične dekoracije pa tega, ker zdaj Poper ima tako malo nabihano bolj, ne, pa pisano vse skupaj, kar se pa tiče kot samega nekega interjerja, je pa ta, torej tudi projekt, kjer sem bila pa jaz najbolj vključena, pa ki smo ga takrat med covidom preobrnili na glavo, je pa Poper, definitivno, ne. Je pa to par teh nekih vintage kosov, ki so se nam malo nekje vlekli po nekih skladiščih. To pa mi tako da neko dušo se mi zdi prostoru. Tu sem pa jaz tako najbolj nekako varna, no, v takem... Malo vintage? Ne, ja, pa tako da ima neko dušo prostor, no. Veš, da je tudi Steve Welby, stara hiša, ne. Si stara duša, misliš? Pa tako malo sem, ja. Malo me tak ti neke stare stvari privlačijo. Malo sem, ampak se pravi, na drugi strani pa spet rožmarin, zdaj ne vem, soboto, ko smo imeli ta brunch, pa spet se mi je tako na trenutku, smo se tam z eno mizo pogovarjali, da je tudi tako, da bi bili v nekem New Yorku, veš, ker je bilo vse, ne vem, šampanjci, dobra hrana, DJ, čez dan, polno je bilo, plesali smo, res je bil tak ful dobro vzdušje, ko smo imeli ta šampanjski brunch, ne. Po drugi strani pa spet se mi zdi, da mi je to, ne, tako jaz zelo moram spreminjati te, veš, moje vloge, da se lahko vživim v vsak koncept. Ker je več konceptov, najlažje, moraš razumeti, nekaj moraš se spremeniti, moraš se dati v ta prostor, da lahko sploh razumeš celoten koncept, način, razumeš goste, potrebe, zaposlene, ne, da, veš, da ima vsak svojo, neko svojo smer. Kako si se pa, oziroma, kako si se živela, vemo, pa kako dolgo je trajalo, da si se živela v bistvu v en čist nov koncept svojega življenja. Tvoj mož je postal župan. Ja. Iz zelo znanega gostinca v župana. In čez noč, najbrž ne čez noč, ampak si postala direktorica galerije Gosposka. To bi se meni malo plače zatresle, ne? Veš kaj, jaz sem tako vse te neke stvari imela tako v planu za ful neko kasnejše moje obdobje tam po 30, ne. Se pa to vse zgodilo že pred 30, ne. Tako se mi zdi, da sem bila takrat v nekem takem zelo posebnem obdobju, postala sem mama, veš, tisti neki hormoni, ki sploh nisem mi zdela, da sem bila zelo smela sem bila v takem barvnem mehurčku, tako vse se mi je zdelo, da okej. Pa zdaj za nazaj, ko gledam, se mi zdaj včasih zdi, kak sem jaz to sploh vse lahko naenkrat, ne. Pol v tistem, veš, ko sem še bila doma, pa na porodniški, se je Saša že odločil, da gre v neko novo zgodbo. Se je rekla, kaj bo pa s firmo, ja, kaj ti boš, ne? Sem bila tako, ja, okej, ne. Korajžno. Zelo pogumna, saj pač pol smela kar nekaj izzivov za vsem, ampak sem se tako pol zelo strukturirano, no, lotila sem šla ful v neke tečaje, malo kavči, tak neke zadeve, da sem se sploh malo naučila, na kak način sploh delati z ljudmi, jih voditi, ne, to zdaj nisem imela izkušnje na tem področju, ne. Saj Saša mi je ful pomagal, pa Boštjan naš, ne. Mislim, tudi on je v bistvu en del velik prevzel. Ampak zdaj, ko nazaj gledam, ne vem točno, no, tako zelo naivno sem šla v vse to. Kaj se veš, en poprečni Mariborčan je rekel, ona je ziher sam na papirju. Ja, pa bi si zdaj mogoče to želela včasih. Bi bilo fajn. Sploh zdaj novembra pa decembra. No, več bi lahko preševala, ne? Ja. Si kaj ponosna nase? Ja. Veš kaj, tako probam si to nekako
vkras neke trenutke miru predvsem, ker se mi zdi takrat, ko imam tisti mir, pa ko greš malo sploh skozi, kaj vse smo naredili, ker v oni gužvi v džumbusu nisem, ker vem, koliko stvari bi še mogla narediti, pa kaj mi je vse zmanjkalo časa in si mislim, glej, kje imam jaz glavo, ampak pa kljub temu, veš, da imam vse stvari napisane, da se trudim, da sem čim bolj strukturirana, mi pol nekaj uide, ne. Ampak pol pa, ko tako zdaj, ko bo ti neki prazniki ali pa ko se imam vsega dovolj, pa grem na Pohorje 2 uri hoditi, pol pa, ko tako malo narediš, to pol vedno si dam slušalke, pa ne, malo napol neko meditacijo, pol pa, ko malo razmišljam, pa najprej pa vidim, da v resnici smo pa neverjetni, da nam res dosti stvari in uspeva in 50 zaposlenih plus 20 teh nekih študentov, zunanjih sodelavcev, za katere vse moraš skrbeti, ne, de facto, mislim, se jim posvečati, plus celotna družina, otroci, plus vse, kar pride še zraven, ne, z mojim možem, pa tega ni malo. Pa si dam vedno tako eno kljukico, no. Torej, s čem polniš svojo dušo? Z Pohorjem? Ja, to mi je najbolj, mi je to tak, da se odklopim, pa da grem malo na nek trening. Kaj treniraš? Veš kaj, zdaj sem hodila kar par let k Bianki, Barada, tako malo na te neke, pa ne, veš kaj, ona ima tudi tako malo te varianta, taki aerokickboxing, veš, ko je v bistvu brez vreč, no, ko si malo pleše, malo boksaš prazno, bolj kot ne. Ampak to mi je fajn, ker je tak naporen trening, da nimam časa misliti na nič in mi to čisti glavo, da enostavno 1 uro na nič ne mislim. Pol druga neka ta skrajnost mi pa je, da mi je pa Pohorje. Tisto mi je pa čisto tako odklop in to grem najrajši sama. Ker zdaj parkrat je prišel moj dragi mož z mano, pa on je pa v bistvu kontra, on pa se ful rad potem pogovarja. Pa sem jaz ful zaostajala, se mi ni dala pogovarjati. Ful imam rada slušalke, pa neki svoj ritem, ne. To meni tak neki zen, to Pohorje, še posebej po zimi. Ne, poleti mi je preveč, ker je preveč ljudi, pa pol nekoga srečaš, pa se moram pogovarjati, pa se mi ne, takrat, 2 uri se mi ne da, ne, drugače ful rada pogovarjam, ampak oni 2 uro pa pol, mi je pa res fajn in si dam ponavadi, se pravim, tako da vidim samo malo naprej in čim manj levo, desno. Prepričan sem, da poznaš eno čisto drugo verzijo mariborskega župana, kot jo poznamo mi. Se veš, pogosto pade beseda, kot je aroganten, strog, ne? Povej, s kom si poročena? Pa, mislim, jaz dam temu, on ima takšen mogoče nastop, zato ker že sam po sebi je velik, mislim, ima tako zelo tudi lahko resen obraz, ampak povem pa, da on tako zelo, sploh doma, no, nekako nasprotje temu, no, on tako zelo ima čut za nekega malega človeka, kar je mene tudi prepričalo na koncu, mislim, takrat, ko sva, ne, midva začela, ne vem, skrb za otroke, posvečanje, veš, tisto res, ko ima on teh nekih 1 uro vedno, si nekoga najde od otrok, pa z nekom nekaj počne, ne. Dobro, se to je še pol en del vzgoje, itak se veš, ko pač moraš včasih tudi biti strog, pa je v tem primeru fajn, da si malo strog kot starš, pa tudi jaz sem, ne, ker drugače bi to šlo vse v svoje smeri, ne. Ampak, ne vem zdaj točno, kaj naj ti rečem, mislim, mi se imamo ful fajn, no, nam je ful fajn. Verjamem pa na taki poziciji, ko pa je, on pa pač moraš včasih verjetno delovati, mislim, ali pa deluje, ker pač neke stvari moraš sprejemati, neke odločitve, zdaj te odločitve nikoli ne bodo vsem všeč, vedno bo neka peščica ljudi, ki z ničimer ne bojo zadovoljni, ne. In pol pač se veš, igrajo potem na tebe osebno, ne. Zdaj vsak ima pa neki svoj karakter, ne. On ima mogoče ta nastop, taki je pa na drugi strani mu pa ta solzica njegova priteče še ob vsaki najbolj ganljivi gledališki predstavi, ne, ali pa kjerkoli, ali pa ob nastopu otrok, je on verjetno prvi v dvorani, ko, ne, ali pa ko se včasih kaj pogovarjava, pa veš to, ker on, ne, se gleda, kaj pa je, nič, ne, malo razmišljam. Na katerih ljubeznih sta se vidva našla, ker zagotovo fajn, če ima par nekaj skupnih interesov, ne? Ja. Mislim, da imata oba rada lepo. Ja,
Ja, zelo. Tako, tu smo se v bistvu našla, no, v tem nekem v takem okolju. Zanimivo leto prihaja, Ja, volilno leto. ja, joj. Slutim rahlo nenavdušenje nekje globoko v tebi. Kaj naj rečem? Glej, o tem sem jaz tako zelo dolgo časa nasprotovala, ravno zaradi tega, ker to več ni neka naša intima, ne. Pa smo pač mogli B-plan narediti, na kak način bo ta intima ostala. Ampak zdaj, ko pa pač jaz vidim, kako Sašo živi za to mesto in da ga ima pač res rad in da vsak sprehod, ko gremo na sprehod, on najde na tleh neke smeti pa papirčke, pa vidi nekaj, kar bi lahko bilo boljše, pa slika stvari, pa pošilja že takoj, veš, mislim, je tako zelo res človek akcije, ne. Veš, takoj neke stvari. Zdaj sva bila na primer v Kopenhagnu, pa je tam v bistvu bil en taki koncept, kjer so imeli smrekico in je lahko vsak odložil darilo, ne, za socialno šibkejše. In je bil tak navdušen, je rekel, kaj to moramo mi narediti. In včeraj bi razlagala, če imam jaz, da naj neko darilo pripravim, da bo dali oni pod smrekico, sem rekla, pod kako smrekico. Ja, rekel, mi smo to tako na občini naredili, ne, mislim, da točno ne vem, kje to za nam govorila, ker ne vem točno, kje vse, pa kdo bo vse prejemnik, ampak tako je šel v akcijo, veš, ne, in to jaz, na primer, pri njemu vidim te stvari, da ga res veseli, veš, da ne odlaša z nekimi stvarmi, da vse, kar se da, naredi takoj in gre v akcijo in to naredi z ljubeznijo, ne. In z tega vidika jaz ne morem temu nasprotovati, čeprav se to meni osebno kot mami, kot ženski, kot ženi ni na prvem mestu in ni najbolj fajn, ampak ker je v njem taka strast, ker je to njegovo poslanstvo, pa jaz lahko tu res stojim zraven in ga podpiram, no. In karkoli se bo on odločil, ne vem še, ne, še neke stvari tuhta, ampak se pravi, karkoli se bo, ne, bomo z njim. A misliš, da bo naslednje leto kaj časa za kakšno potovanje, ker vidim, da radi odkrivate svet? Ja, upam. Veš, kaj to pri nas vedno tako. Neke stvari planiramo za 1 leto, naprej pa se pol ne poklopijo. Zanima me, če kakšna potovalna želja, ki še ni uresničena. Pa jaz imam nekaj tak, mislim, so neke stvari, ampak zdaj mislim, da glede na to, da bo volilno leto, pa plus tega, da smo mi v enem največjih projektov v tem trenutku s tem Žičkim dvorom, mislim, da za nekaj konkretnega ne bo priložnosti, bomo pa zagotovo potem, ko vse to zaključimo, razmislili o kakšni fajn destinaciji ali pa vsaj o nekem časovnem okviru, no, kakih 14 dni v kosu, kar se že dolgo ni zgodilo. Imate svoj najljubši del sveta? Pa mislim, da ne, no. Tak, v bistvu jaz moj najljubši del ali pa tak, kjer najraje grem, mislim, kamor greva res oba zelo, zelo rada, je smučanje, pa vse, kar je povezano z snegom, pa ta hladen del Evrope, ne severni, to je meni tako zelo, to že imam drugo leto. Upam, da me otroci ne bo, dokler še verjamejo v Božička, si res še zelo želim iti, ne, obiskati Božička pa Haskije, to sem že letos imela nekak planov, pa mi ni uspelo. Teda to upam, da bomo to drugo leto, ne, še jih peljem. Midva sva zdaj že tudi v izteku najinega klepeta, veš, kaj me zanima, kaj si napisala v svoje pismo Božičku? Zdaj so posebni dnevi, ne? Veš, da še mogoče posluša in bere. Ne, nisem še, pa veš, kaj imela sva, zdaj midva si to tako zorganizirava, en izlet, so bil ta Kopenhagen, tako da imamo pol to si drug drugemu podariva en taki izlet, ali pa neki trodnevni samo za naju. To so najboljša darila, kar se meni. Ampak dobro, neka simbolika pa jaz že imam, samo ne bom zdaj povedala, nekaj si zelo simboličnega. Kakšna želja za 2026? Pa jaz si želim v bistvu, da bi vsak našel neki svoj mir, in jaz in moja družina in tudi zaposleni naše mesto, no, da bi vsak bil v sebi zadovoljen, ker jaz verjamem, da če je človek sam v sebi zadovoljen, da pol tudi lažje deli pozitivne trenutke, pozitivno energijo, dobro voljo, da vidi dobro v stvareh, da vidi, da se stvari premikajo. Da v bistvu želim vsem notranji mir, zadovoljstvo, pa vse, kar k temu spada, ne, pa da bi si čim več časa lahko vsak vzel zase, da se malo kdaj poglobimo, pa naredimo kakšen tak
Se znam. In ko bo Alfi nekje zapel, ko pride polnoč, ne, da se veste, kje boš? Jaz mislim, da bom z otrokoma spala. Letos še. Veš, kaj mi imamo čez dan spodaj v Rožmarinu? Res zelo dober party, ta warm-up, ki je že taka kultna zadeva, se mi zdi v mestu. In potem ob 8 sem res najbolj vesela, če lahko grem z mojima otrokoma spat. Mož pa še ima potem neke obveznosti, tako da. Čisto za konec pozabil sem to, moral bi že preprašati. A ti gre na živce, kot ti rečejo, mariborska prva dama? Pa, ja, malo. Noče polagati v usta, morda ti pa ne gre, ne vem. Ne? Ja, mislim, to sem se že malo navadila. Ampak načeloma se jaz s tem ne poistovetim. No. Tudi neko mi je rečel županova žena, ker sem jaz Katja. Mislim, dobro, žena sem, ampak ne. Imam še en zdevek, imaš v naši hiši najemodajalka. Okay. Dobro, pa to ste pa zadovoljni, se mi zdi, ne? Glej, kako imamo lepo rožnato. Danes, odkar ste tu, zdaj ne vem, kako dolgo ste? 2 leti? Ja. Evo, drugič sem tu. Prvič sem bila na vaši 80. obletnici, danes pa smo drugič v studiu. Tako da. In Katja, najlepša hvala, da si prišla. Neskončno si polepšala našo zadnjo letošnjo slačilnico. Vse dobro, veliko uspehov v 2026, vse in še naprej, seveda. Se oglasimo. Se vidimo. V spodnjem nadstropju, pravzaprav. Sigurno se bomo večkrat videli spodaj. Ker pot vodi samo navzdol, ne vešali. Ja, tako vedno. Dragi naši, najlepša hvala tudi vam, da imate že toliko časa, da spremljate slačilnico. Veliko vas je. Kaj reči? Ne bomo filozofirali. Vse dobro v 2026 in vse veste, ne? Kar se zgodi v slačilnici, ne ostane v slačilnici. Pa!